Košarka 3x3, veš da bo pestro. Začenja se državno prvenstvo. Igramo po celi državi. Zvesto, se veš o čem ti pravim. Prvi turnir državnega prvenstva Samsung košarke 3x3 se odvija. Trenutno še potekajo predtekmovalni boji med 78 ekipami, ki nastopajo v 7 različnih kategorijah. Kot lahko vidite, oziroma boste videli, smo v dvorani, ker nas je dež pregnal iz Tritarjeve in nam je uspel s pomočjo Športa Ljubljane, ki bi se res najlepše zahvalil, v 2 dneh preseliti turnir iz ulice v dvorano. Slovenska košarka 3x3 v svetu uživa res izjemno visok rating, zelo nas cenijo, kar smo nenazadnje lahko tudi doživeli na mladinskem svetovnem prvenstvu v Astani prejšnji teden, kjer smo z reprezentanco osvojili 7. mesto. V poletju zdaj naprej nas čakajo še naslednje reprezentančne akcije. Najprej imamo v konec junija članske kvalifikacije, tako pri moških kot pri ženskah, za Evropsko prvenstvo. Veselimo se, iskreno povem, veselimo se reprezentančne akcije. Se pravi, to je za nas druženje, za nas je to neka zabava, hkrati potujemo po Evropi, po svetu. Pričakovanja so vedno, bom rekel, realna. Realnost je, da se v vsaki tekmi borimo, na vsaki tekmi poskušamo zmagati. Vemo, da smo lahko konkurenčni z vsakim, ampak če bo to nekako dovolj, potem je to super, drugače pa včasih je treba tudi roko dati drugim. Prvi turnir Samsung državnega prvenstva košarke 3x3 je postavljal nove mejnike. Na turnirju je sodelovalo kar 45 ekip v mlajših starostnih kategorijah, skupaj pa je bilo zbranih 78 zasedb, kar je nov rekord tekmovanja. Sezona je prinesla nekaj novosti, ena izmed teh je tudi nova kategorija za dekleta do 16 let. Z njo se želi še povečati zanimanje za košarko 3x3 v tej starostni kategoriji, saj bo ta čez 2 leti imela možnost nastopiti na mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu. Za končno zmago sta se na koncu pomerili ekipi ŽKD Ježice D in B, zmago 7-5 pa so slavile košarkarice iz ekipe B. Med fanti do 18 let je bilo izjemno zanimivo že v skupinskem delu. V skupini A je tako v boju za napredovanje v polfinale odločala ena sama točka v skupnem točkovnem izkupičku. Kar 3 ekipe so namreč zbrale po 2 zmagi, na koncu pa je v polfinale z 48 doseženimi točkami, eno več kot Haklerji, napredovala ekipa Sistem Telaže. Končne zmage se je na koncu veselila ekipa Masa Majka, ki je v finalu z 19-15 premagala ekipo Zmije. Pri fantih U15 so se za končno zmago udarili košarkarji ekip Darušafaka in Kraljevigrada, zmago z 11-5 pa je slavila Darušafaka. Črički in Brezovica Gladni Vukovi so se za zmago pomerili v kategoriji fantov U21, zmage z 21-12 pa so se veselili Lačni Volkovi. V tekmovanju rekreativcev so bile ekipe tokrat razdeljene v kar 4 skupine. Končno zmago pa so na koncu slavili igralci ekipe Čudovita Tim, ki je bila v finalu z 19-16 boljša od Barab. Smo veseli, prvič smo se zbrali tukaj v tej ekipi, taki zasedbi in turnir je bil res močen. Nismo niti pričakovali, ampak na koncu smo z borbenostjo in čeprav smo bili samo 3 uspeli zmagati, smo res veseli. Uvod v vrhunca dneva je bilo zagotovo tekmovanje v Eurojackpot zabijanju, kjer smo že v predtekmovanju videli veliko atraktivnih zabijanj. Na koncu sta se v velikem finalu pomerila Rok Savič in Tevž Ružič. Naslov zmagovalca je po izjemnem finalu, v katerem je bil izkupiček točk obeh zabijalcev po uvodnih 2 zabijanjih izenačen in smo nato spremljali podaljšek, s seboj domov vzel Ružič. Ta je finale zaključil z atraktivnim zabijanjem med nogama. Zmagovalec Itak Trojk Telekom Slovenije je postal Tjaž Rotar. V ženski članski konkurenci smo v velikem finalu spremljali obračun med Rossi Sport Gotivo in 3x3. Košarkarice Gotive Slovenijo bodo letos zastopale na mednarodnih tekmovanjih košarke 3x3, so na koncu slavile zanesljivo zmago z 21-7, zbrano publiko pa so navdušile s kar nekaj atraktivnimi potezami. Mislim, da so to dobri treningi, predvsem za nas, ko se pripravljamo na tekmo, na kvalifikacije za Evropsko prvenstvo v Andori. Sicer dosti smo bili v popolni zasedbi, ampak mislim, da smo prikazali kar zelo lepo košarko, kar nekaj atraktivnimi potezami in na koncu zasluženo zmagali. Med člani sta se za prvi naslov najboljšega moštva pričakovano pomerili ekipi 3x3 Pirana in 3x3 Ljubljana Brezovice.
Spremljali smo ostro, moško tekmo, obe moštvi pa sta prikazali izjemno borbeno predstavo. Vse skozi so bili v manjši prednosti Pirančani, ki so se nekaj minut pred koncem tudi oddaljili na 16-13, a so se košarkarji 3x3 Ljubljane Brezovica vrnili v igro. Dvoboj je na koncu odločil Anže Srebovt, ki je manj kot 30 sekund pred koncem tekme zadel oba prosta meta in postavil končni rezultat 21-17 za ekipo, ki bo Slovenijo letos zastopala v moški članski konkurenci košarke 3x3. Vsaka zmaga dobro dene. Finalna tekma je bila težka, z veliko kontakta, z veliko faulov, z veliko prostimi meti in mi smo bili v tem segmentu boljši in smo zasluženo zmagali. Naslednji turnir bo na sporedu v soboto, 25. junija, v športnem parku Loka v Novem mestu. Že imaš svojo trojko? Prijave ekip zbiramo na spletnem naslovu www.kzs.si, poševnica 3x3. Košarka 3x3, veš, da bo pestro, začenja se državno prvenstvo. Igramo po celi državi, zvesto, vse veš, o čem ti pravim.